Pozdravljeni! V tokratni oddaji bomo govorili o spletnih prevarah, ki so vse pogostejša nevarnost na internetu. Več o tem nam bo povedal kriminalistični inšpektor v sektorju kriminalistične policije, magister Darjan Bencak. Gospod Bencak, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Lep pozdrav. Torej, vsako leto mi prepoznamo vse več teh spletnih prevar, tudi v Pomurju. Kako pogoste so danes spletne prevare? V Pomurju žal zaznavamo vsako leto več spletnih goljufij. Letos v prvih 4 mesecih smo zaznali 46 spletnih goljufij. Med spletne prevare štejemo tudi večino primerov povezanih z zlorabo negotovinskih plačilnih sredstev. Tukaj mislim na plačilne kartice. Teh primerov smo letos zaznali 26. Skupna premoženjska škoda, ki so jo v vseh teh primerih utrpeli oškodovanci, pa letos znaša že okrog 600 000 evrov. Naj na tem mestu izkoristim priložnost in občane opozorim oziroma jim povem, da krožijo SMS-i v imenu prometne policije. Dejansko naj povem, da teh SMS-ov slovenska prometna policija ne pošilja in jih naj enostavno ignorirajo oziroma ne klikajo na te sumljive ponujene povezave. Torej, kaj pa so spletne prevare? Zakaj gre pri tem? Splet je del našega vsakdana, uporaba spletnih aplikacij je prisotna med vsemi. Naj na tem mestu povem, da storilci z uporabo tega spleta lahko hitro in enostavno pridejo v stik z potencialno žrtvijo oziroma oškodovancem. Storilci pri tem izkoriščajo človeško psihologijo, računajo na naša čustva, se pravi, največkrat so prisotne oziroma računajo na strah z pošiljanjem sporočil v imenu bank, uradnih institucij, z grožnjami o blokadi denarnih sredstev. Potem na drugem mestu storilci računajo tudi na pohlep, se pravi možnost hitrega zaslužka, enostavnega zaslužka. Zlorabljajo vzpostavljeno zaupanje z domnevnimi žrtvami. Vse skupaj pa povežajo v nek časovni pritisk v smislu samo še danes, samo še 3 dni in podobno, zato so tako uspešni. Obstaja pa več vrst prevar, katere zaznavate? Lažna sporočila bank ali drugih uradnih institucij. Naj na tem mestu povem, da banka od nas nikoli ne bo zahtevala številko, PIN številko ali geslo po SMS-ih, po spletu. Takšna goljufija se ponavadi začne z linkom v sporočilo, na katerega kliknemo in zadeva nas vodi naprej na lažno spletno stran, v katero vpisujemo številke bančnih kartic, torej tega naj občani nikakor ne počnejo. Ogromno zaznavamo goljufij pri spletni prodaji in spletnem nakupu. Na spletu je dosti lažnih trgovin, pa tudi na spletu storilci ponujajo svoje blago na običajnih spletnih trgovinah. Pri tem bi izpostavil, da v primeru, da občan nekaj prodaja, naj nikoli ne vpisuje številke svoje plačilne kartice v prejeto sporočilo oziroma zopet, če mu kdo pošlje kak sumljiv link. Še vedno so prisotne romantične goljufije, v katerih storilec zgradi neko zaupanje, neko virtualno razmerje z bodočim oškodovancem, predstavi se mu kot navidezni zdravnik ali vojak, ponavadi je vse povezano s tujino, kasneje se to začne s prošnjami za pošiljanje denarja oziroma denarnih sredstev. Takšne goljufije se lahko končajo z hudimi psihičnimi in finančnimi stiskami. Potem zaznavamo tudi investicijske oziroma tako imenovane kriptogoljufije, kjer storilci bodisi na spletu
bodisi z klicom na naš telefon ponujajo možnost hitrega zaslužka. Tudi te goljufije se potem nadaljujejo z ponujenimi povezavami oziroma linki, ki nas vodijo na lažna spletna mesta. In ponavadi se te investicijske goljufije začnejo z nekim trgovalnim računom, navideznim seveda za oškodovanca, ki zaradi tega zaupanja oziroma zaradi videnega na spletu potem zadevi verjame in nakazuje vedno več denarja. Kdo pa so lahko žrtve in kakšne posledice torej zaznavate pri vašem delu oziroma katere bi najbolj izpostavili pri tem in kako uspešni ste pri tem? Žrtve iz prakse lahko povem, so lahko vsi. Starejši so pogosteje žrtve zato, ker manj poznajo digitalno okolje oziroma informacijsko tehnologijo. Mladi so prav tako na strani žrtev oziroma oškodovancev, zato ker spletna orodja uporabljajo dosti več časa, mogoče tudi več zaupajo tem stvarem. Žrtve so lahko podjetniki, ki prejmejo lažne račune, lažne maile, vse s ciljem seveda pridobiti protipravno premoženjsko korist storilcem. Žrtve so poklici vseh vrst, tudi tisti, ki se strokovno oziroma profesionalno ukvarjajo z informacijsko tehnologijo. Glede uspešnosti pri preiskavi spletnih goljufij pa smo tam na ravni okrog 10% preiskanosti pri obravnavanih kaznivih dejanjih. Kako potem lahko hitro prepoznamo to prevaro? Občan, ki prejme neko sporočilo, ki vzbuja vse te stvari, ki sem jih prej opisal, se pravi strah oziroma možnost hitrega zaslužka, se pravi pohlep ali neko grožnjo z blokado svojega računa, bančnega računa, mora seveda oziroma naj bi preveril pristnost tega pošiljatelja. Več možnosti je na voljo, lahko to stori na spletu, lahko se pozanima pri kakem drugem viru, pri sorodniku, prijatelju. Je pa težko razločiti med lažnim in pristnim sporočilom, med lažno spletno stranjo in pravo spletno stranjo. Zato je pomembna tudi domena oziroma neka neodvisna potrditev, da gre za dejansko spletno stran. Pa če poveva na primerih za boljše razumevanje našim gledalkam in gledalcem, če opišete primer, se pravi spletne prevare, seveda tudi največjo napako, ki jo je naredila žrtev pri tem. Letos smo prejeli ovadbo oškodovanca, ki je na spletu zasledil oglas z možnostjo hitrega zaslužka. Tega je na spletu žal ogromno. Oškodovanec je kliknil na povezavo na tem oglasu, ki ga je vodila skozi nek postopek, kjer je izpolnil prijavo, obrazec in se s tem prijavil seveda na koncu smo ugotovili navidezno trgovanje z žlahtnimi kovinami. Kmalu zatem je sledil telefonski klic, poklical ga je neznani storilec, neznanec, ki ga je vodil skozi postopek in dodatno poskušal potrditi pristnost tega oglasa oziroma te spletne strani. Oškodovanca je prepričal, žal mu je verjel, zato je dal svoje osebne podatke bančnih kartic oziroma svojega računa in prepričal ga je tudi v prvo nakazilo, ponavadi je to prvo nakazilo male vrednosti, v tem primeru je bilo 200 evrov. V nadaljevanju pa mu je omogočil prikaz tega trgovalnega računa oziroma trgovanja na spletu in oškodovanec je temu na spletu verjel. Se pravi, da dejansko trguje z temi žlahtnimi kovinami. Zato je v nadaljevanju nakazoval vedno več denarja. Vsa ta nakazila so bila izvršena v tujino, kar je dodatno sumljivo v teh primerih. Na koncu se je žal izkazalo, da je oškodovanec, misleč, da dejansko vlaga v trgovanje, se pravi v neko naložbo,
nakazal skupaj čez 250.000 evrov. Kaj potem lahko posameznik naredi, recimo, ko ugotovi, da je bil ogoljufan? V primeru, da posameznik ugotovi, da je žrtev goljufije, mora takoj, ponavljam, takoj obvestiti svojo banko. Zadevo prijaviti na banki, ker transakcije bančne oziroma tudi s plačilno kartico potekajo v sekundah. Zato je ta reakcija oškodovanca ključna, se pravi, mora biti hitra, takojšnja in prvo svetujemo, da se obrne na svojo banko. Po možnosti oziroma svetujemo tudi, da prekliče vse svoje plačilne kartice, če je potrebno, deaktivira tudi uporabo spletne banke. V primeru, da je omogočil storilcu vstop v svojo spletno banko, seveda naj zbere vso razpoložljivo dokumentacijo, vse razpoložljive elektronske podatke, tukaj mislim številke telefonov oziroma s katerih ga je poklical storilec, elektronsko pošto, se pravi korespondenco iz elektronske pošte, iz SMS sporočil, korespondenco na aplikacijah, mogoče kakšna IP številka, skratka vse to naj oškodovanec zbere in se čim prej obrne na najbližjo policijsko postajo, ampak s konkretnimi podatki, da je potem prijava oziroma ovadba čim bolj kvalitetna in vsebuje vse, kar ima oškodovanec na razpolago od osumljenca. Torej, na koncu še povejmo, kaj bi svetovali gledalkam in gledalcem, da ne bi postali žrtve spletne prevare? Težava je neprevidnost, težave so hitre, hipne odločitve. Najboljša zaščita je seveda znanje in izobraževanje, ozaveščanje o teh pasteh. V vsakem najmanjšem primeru, ko pa občan oziroma domnevni oškodovanec ni prepričan, da je nekaj resnično, se naj ustavi, naj premisli, če zadeva ustreza nekemu kontekstu, če paše v neko okolje in zadevo dodatno preveri. Možnosti za preveritev teh stvari je več, vsak sam mora to pomoč poiskati pri bližnjih ali pri ljudeh, ki strokovno to zadevo obvladajo. Svetujem tudi obisk spletne strani varninainternetu.si, kjer so spletne goljufije na razumljiv način tudi obrazložene, predstavljeni so tudi načini, kako se pred njimi zaščititi. Gor so tudi spletne delavnice, ki so uporabne za vsakogar, tudi za nekoga, ki bi rad komu kaj razložil. Občanom svetujemo, da naj bodo pri pogovorih z neznanci, z naključnimi neznanci po telefonu posebej previdni, naj ne sledijo oziroma naj ne verjamejo hitrim obljubam. Prav tako, če na spletu zaznajo nekaj, kar je ekstra ugodno, naj so na to posebej pozorni, naj so skeptični do vseh teh oglasov, do vseh teh akcij. Naj ne klikajo na linke oziroma povezave, za katere niso prepričani, če so pristne. Naj imajo gesla močna, po možnosti dvonivojsko zaščitena. Naj imajo različna gesla za različne spletne strani oziroma za različne spletne aplikacije. Ogromno nasvetov najdejo tudi na spletni strani policija.si. Ključno pa je, da se pri sumljivi stvari na spletu človek ustavi, premisli in dodatno zadevo preveri. Gospod magister Dare Mecak, hvala vam za ta izčrpen pogovor. Hvala tudi vam za povabilo. Želim, da bodo občani varni tako v virtualnem spletnem okolju, kakor tudi v resničnem, realnem svetu. Gledalke in gledalci, tudi vam hvala, da ste spremljali oddajo Pomoli pogvišno skupaj za varnost. Bodite pozorni na spletne povezave, SMS sporočila in lažne ponudbe, ki lahko vodijo v svet spletnih prevar. Lep pozdrav!